Hej, vite živijo, Mojca s tabo. Sem v naravi, v moji najboljši prijateljici, ki me pomirja. Sonce danes ful fajn greje, tako da mi daje nove moči. Tako da z vami bi rada govorila ene par iztočnic za ta čas. In sicer bi najprej izpostavila imunski sistem. Da vas majčkeno spomnim, da bo potrebno začeti boostati, če še niste, imunski sistem. Bom jaz takole dodala na bolj naraven način. To pomeni, da ne greste zdaj v lekarno, pa se z dodatki začnete fejst filati, ampak dajte majčken še drug pol, bom rekla, ozavestiti, na kakšen način se pa imunski sistem lahko boosta naravno. To pomeni brez nekih dodatkov. Tako da prva iztočnica bi jaz sigurno rekla, da je stik z naravo. Zato se tudi oglašam iz narave. Pejte na sonce. Ja, saj vem, zdaj ni bilo sonca in teh stvari, ampak vseeno lahko greste tudi v dežju v naravo, ker s tem tudi boostate svoj imunski sistem. Zdaj se bo kdo oglasil, kaj pa ti govoriš, takrat sem jaz prehladila, bla, bla, bla. Večkrat, ko boste izpostavili svoje telo najbolj neugodnem vremenu, večjo odpornost boste dobili, pa manj boste bolani oziroma prehlajeni. Mogoče majčken ta switch v razmišljanju. Numero 2 je sigurno hrana. Torej, hrana je velik dejavnik za imunski sistem in torej kvalitetna hrana. Je treba ful paziti, kje kupuješ hrano. Ali podpiraš lokalce, torej lokalne proizvajalce hrane. Ali hodiš v multinacionalke, kjer je pač hrana rabila kar nekaj časa, da je prišla do tja. To je zelo pomembno, kakšno hrano jemo, na kakšen način jo naredimo, priredimo, skuhamo, kakor želiš. Pa res je fajn, da sezonsko hrano ješ. Ni zastonj, da zdajle pač je bolj C-vitamin, katerega dobiš z zeljem, recimo. Dobro, se imamo tudi citruse pa to, ki so mogoče malce iz bližnjega, ne tak iz oddaljenega področja, ampak vseeno bi jaz poudarila, dajmo lokalce majčkeno bolj podpreti, zato ker oni so tu, z nami so, ob nas so. Tako hrano, če boš kupila na tržnici od enega kmeta, je veliko bolj bogata, kakor pa nekje trgovino pa kupaš, pa vidiš, ne vem, Maroko ali pa Španija, recimo, poreklo, recimo, Ampak dobro, ne bom se toliko fejst spuščala, pa globoko to, to vsak sam preceni. To je samo moja neka iztočnica, pa če grem nazaj zdaj na imunski sistem. Tretji dejavnik za podporo imunskega sistema je pa sigurno gibanje. In bi spet poudarila gibanje zunaj. To pomeni, da se gibaš v naravi, da greš na kolo, tudi če je, ne vem, grdo vreme, greš na kolo. Tudi če malce rosi, se oblečeš in greš, ne vem, peš, greš na sprehod, greš v naravo. Jaz tako obožujem naravo, ko gre dež. Jaz grem v naravo, mene nič ne moti. Jaz nimam nobene marele, ko grem jaz v naravo, pa gre dež, recimo, In na ta način res tudi ful boostaš svoj imunski sistem, ker ga izpostavljaš, telo izpostavljaš in soncu in pa tudi drugemu polu. In to je ful pomembno, da se ne ovijaš v vato, ampak da res narediš ta balance, tako bom rekla. In to sem hotela s tabo danes govoriti, da enostavno ne
toliko posegaš po teh dodatkih. Saj jaz nič ne rečem, saj jaz tudi jem dodatke, da ne bo narobe, a ne? Ampak dej majčken pa sam ozavest, da lahko podpreš svoje telo in svoj imunski sistem tudi na drugačen način. Ja? Torej bolj naraven. Okay? In s tem lahko pa potem zmanjšaš te dodatke. A ne? Ful pomembna stvar, a ne? Ker tudi samo na dodatkih biti tudi ni okej. Ja? Tako da, tako majčken za iztočnico, seveda pa gibanje je tudi zelo, zelo pomembna stvar. Tako da dajte se gibati v naravi, lahko doma narediš en gibalni kotiček, kjer imaš vaje in enostavno greš vsak dan čez te vaje ali pa vsak drug dan, no. Če že vsak dan ne znese, pa pejte vsak drug dan, a ne. Tako da, če rabiš pomoč pri gibanju, zdajle v sredo imam brezplačno predstavitveno uro moje vadbe Vitas Energy, tako da se kamot lahko pofočkaš. Bom dala link spodaj za prijavo, obvezne so prijave, ker vas ne morem ful veliko sprejeti. Tako da dajte se prijaviti čim prej, tisti, ki začutite, da bi želeli majčken širine pri gibanju, sploh če koga zanima recimo boostanje pravilne drže, vaje za križ, za vrat, za ramenski obroč, za hrbtenico, vaje za notranjo moč, za trebuh, noge in tako naprej, ampak na popolnoma drugačen način, miren način, nevsiljiv način. Z dihanjem se ful ukvarjamo, naravno dihanje zopet vzpostavimo in pa seveda se sproščamo, raztegujemo. Tako da imaš cel paket v eni uri, a ne. Če si začutila, daj se pofočkaj spodaj in enostavno pridi, daj nekaj naredi zase ali pa saj pridi, da razširiš svoje obzorja, da vidiš še kaj drugače, ne. Tako da pa potem začutiš, a je to ali ni, a ne. Če pa slučajno ne moreš priti, imam tudi online vadbo, tako da več v nadaljevanju. Bom pa pustila tudi link, na kakšen način delamo. Veliko brezplačnih vsebin pa imaš tudi na mojem YouTube kanalu. Tako da Mojca Ribič, Vitas Energy, pejte si pogledat YouTube kanal, ker res ogromno imam stvari, prav po playlistah jih imam, tako da to, kar te zanima zen, ali te zanima sprostitev, ali te zanimajo vaje. Tako da lahko greš tam in si zbereš playlisto in tam imaš res ogromno materijala, brezplačnega. Lahko se pofočkaš na mojem kanalu, se naročiš na kanal, stisneš v novo ikonco rdečo subscribe in si na tekočem z vsemi mojimi raziskavami, analizami, ki jih delam že v bistvu čist samoumevno, a ne, in vedno kaj novega pač objavim, tako da če te to recimo pokliče, lahko tudi začneš samo na ta način. Če imaš kakšno vprašanje, seveda z veseljem odgovorim na info@lavitas.si. Najrajš pa vidim, če se vidimo, ne, v živo, ker v živo interakcija je v bistvu tak zelo posebna in zelo, bom rekla, tista pristna, no. Tako da jaz te srčno pozdravljam iz tega kotička mojega, tak je fajn, zdaj še malo uživam na sončku, pa gremo spet raziskovati, tako da te srčno pozdravljam in upam, da se vidiva. Ta živi.